Jaz sem Janin in danes imamo enega gosta, ki izgleda ravno tako kot naš prejšnji gost, pa še ime mu je ravno tako, Rok Voroš. Pozdravljen. Dosti sem imel izkušenj s policijo, nehote, ne. Pač oni so zelo natančni pri teh situacijah, ko pride turist v nek prekršek, ne. Naprimer? Naprimer, ne vem, omejitev 60, pa se peleš 65. Aha. Okay. In potem pač te ustavi policaj in nekdo mi je dal namig, da ne vzamem kondome zraven. Ne, na Zanzibar. Kaj mogoče ima malo pomanjkanja kondomov oziroma ne vem. A da z njimi podkupuješ koga? Ja, in dejansko sem potem v teh situacijah 3-krat isto naredil. In sem pač vprašal te uradnike, joj, pa najprej začnem, se ta avto ne more toliko, ne, mislim, kako sem se lahko toliko peljal, če to se 50, to več ne gre, se to je neka mašina 1-2, ali koliko je to bilo, pa se že malo smejijo, pa že malo zarahlaško, pa pravim, imam nekaj posebnega za vas, ne, iz Evrope, pa imate vi kako ženo, ne, pa te že reče, ja, imam ženo, ok, pa imam jaz nekaj posebnega, ne, za vas, pa tam ven, pa pravi, kaj pa je to, pravi, to je dišava, to je zelo posebno, to je taka zadeva, ko bo žena kar dobre volje, ne, pa vi tudi, ne, no in pač moraš malo nakladati po domače. Čakaj, in pač potem predam tiste kondome in... Kaj pa dišava, kakšne parfume? Ne, jaz z nekimi dišavami, ja, recimo. Aha, Durex, kako mi dišavam, ja. A ja, in pa, če jim daš kondom... 3-krat sem isto izkušen in 3-krat je to delovalo. Tako da boš vedel... Je bilo zelo poceni kazen po nagoncu. Boš vedel, da je tudi ta namen nosim stare jugoslovanske jurje. Takrat, ko je bila inflacija, je bila na kila denarja vredno par evrov. In se pa lepo vidi, dinar, veš, kot arabski dinari, pa kuvajtski pa tako naprej, dinar, ok, pa mu daš 10 dinarjev, iz leta bohekerga. To dobra taktika. Isto, če mu daš monopoli denar. Ampak tist ne bi šlo, če moš pa jurje, tiste pa super. Ali pa če greš kakšno državo, ker je visoka inflacija, ne? Mim grede, ja, veš, kjer imam tam en bankovc, ti bom pol pokazal. Mislim, da je 500 milijard dinarjev en bankovc. 500 milijard? Jugoslovanskih, oziroma ta nova Jugoslavija, tista, ki sta bila Srbija pa Črna Gora. Ti bom tam le pokazal pa. Ja, kar letne cifre. Po v Zimbabveju, oziroma ne, v Zimbabveju imamo strahotno inflacijo, tudi v milijardah in triljonih se pogovarja. To se kar što izgubi, ne? Ja. Koliko je kruh, 2 milijardi? Ok. Je ne, pa to ni štos. Jaz se še spomnim, ti si bil še premehen. Ja, so mi govorili o tem samo, ja. Nisem sam doživel. In kaj naredite, to okrog Zanzibarja, v eni točki ste... Ja, Zanzibar iz tega Stone Towna... Tam spite? Ja, okoli Stone Towna se vse razišče. Koliko je pa prenočišče? Koliko stane? Koliko stane? Aha, prenočišče je bilo, pa ni bilo drugače drago, v lepem hotelu smo bili, mislim, da je bilo $60 na noč za sobo z zajtrkom. Za 2? Za 2, ja. 30? Zelo. No, počem pa tudi ni. Mislim, glede na to, da je bil zelo lep hotel, ja, ampak je bil lep hotel, tako da se je kar vrejo, no. A jih ne bodite preveč po slabih hotelih, imate kar take srednje? Ja, odvisno destinacije, no. Tu na Zanzibaru so kar vrejo. Včasih je, koliko Roka poznam, je v glavnem tako organiziral, da si tam plačeval sproti, ne? Ti si plačal njemu samo pristojbino pa karto, do tja, tam so pa sproti. Ja, tak je bilo načeloma vedno v šapi, ja. Zdaj pa, ne vem, v zadnjih letih, po koroni se je to malo spremenilo, zdaj pri nekaterih programih, ne pri vseh, teda se je naprej že plačalo nekaj, no, ker je bilo lažje za organizacijo pa vse. Kaj pa hrana? Ne, hrana ne nikoli. Samo bivanje, pa kakšen prevoz recimo se plača. Nikoli ne vračunave hrane. To so samo enkrat naredil, ja. Zelo slabi izkušnje. Enkrat sem peljal srednje šolce na Maurici, ampak so mogli imeti vse noter v ceni, ne. Čisto vse. Tako da tisto takrat je bilo kar zahtevno za organizacijo, no. Jaz se zmeri dobim z njimi, pa jim povem, kako je s hrano, pa če hoče, da vnaprej plačajo. To sem od začetka 2-3 naredil, pa nikoli več. In ja, ni problema, je s tem, kar češ, pa prideš tja, že 3. dan, gremo v McDonald'sa danes, ne. To stane pa krat 10, recimo v Južni Ameriki, ne. Ja, glavnem, hrano sproti se plačuje. Imam jaz podobno izkušnjo, da sem rekel naslednje, če še kdaj podobno se zgodi, pač hrana je
izračunana ven iz tega, ker je to nemogoče osebne potrebe prilagoditi. Ne. Bistveno bolj. Vse smo se trudili, da smo imeli čim več rib, pa lokalnega, pa rezancev, pa res široko paleta, ampak vseeno pač vsem ljudem to Ja, zadnja leta, če potujem po svetu samo sam, za to, kar delam kot vodič, pa za kakšno veliko agencijo, ki ima odlične hotele in fantastično hrano, ampak tega jaz ne bom organiziral, ker ne to, kar agencije delajo. Ja, je zahtevno to, definitivno. Skratka, bi kaj bolj priporočil, Mauricij ali Zanzibar? Ja, to je zelo težko vprašanje. Ne? Zdaj Zanzibar recimo čist afriški, kar se tiče, ne vem, hrana je tam zelo zanimiva, plaže so lepe, doživetje je zelo lušno. No? Pa če pa preberem z Mauricijem, ker sem jaz avtor, je pa dosti večja mešanica kulture, ne? Tudi kar se tiče hrane, običajev, praznikov in je mogoče malo više gore. Zanzibar je ogromno take hrane, ki jo pečejo kar lepo na cesti, tako kot pri nas, kadar je kakšen praznik, pa tam na štantu ješ, mimogrede stoje. Ja, na Mauriciju pa ne vem. Tudi. Tam so pa recimo bolj indijska ulična. Ne? A te s temi tvojimi gosti tam ješ, ali greš v restauracijo? Vedno gremo, ja. Tudi lokalno, ne. Farate, dolpuri, pomaš samose, ne, te trikotnike, čilijeve kroglice. Pa je kup je muslimanov, kaj pa alkohol, pivo. A na Mauriciju? Se pije na obojih. Na Zanzibaru imajo svoj ta konjaki. Pivo se pije? Ja, tudi imajo za turiste vseeno, kar se tega tiče ni panike. Mauricij pa itak odprt za to, tako da Mauricij ima pa variabilnost alkohola, po moje tako pri nas. No, če boš šel še kaj več po Tanzaniji, Keniji, imam na svet za vse. Če imaš rad pivo, seveda, ne. Torej v restauraciji stane pivo točno to, kot samo po strežbi. Niti en cent več. In poleg tega imajo tam glavno pivo, ki se recimo v Keniji pije Tasker, ki je nekaj več sort, ampak so vsi kar dobri. Zraven moraš vzeti pa stout. Stout pa ne vem, če poznaš, je pa ena anglosaksonska zadeva, ki je podobna pivu, črna in izredno močna in grenka. Aha, pa mešaš. Če mešaš 3:1, recimo, je fantastično. Aha. Če pa sam ga piješ, je pa kar malo prehud. Dobro, verjam. No, tako da, toliko da veste. Ok, toliko za danes v Afriki, drugič gremo pogledati pa še kaj na desno stran našega zemljevida. Hvala za obisk. Z veseljem. In se še kaj izvidvanja. Velja. In seveda, adijo vsi, se slišimo prihodnjič.